Ja, lep pozdrav. Tole je zdaj že po vrsti, ne vem, katera delavnica, bi rekel, tam okoli 18. 19. delavnica v sklopu projekta Life Care for Climate, kar izvajamo na Gozdarskem inštitutu. Zdaj, tu je tretja delavnica po vrsti v okviru tematskega področja raba kmetijskih zemljišč, oziroma na slovenskem podnebno prijazna raba kmetijskih zemljišč, kjer smo želeli poudarjati, kako s kmetijskimi praksami, ukrepi in tako naprej lahko prispevamo blaženju podnebnih sprememb. Zdaj, tema današnjega dne je, se pravi, so ekosistemske storitve tal. Zdaj tudi, če se malo navežem na tale nov strateški načrt skupne kmetijske politike v obdobju 2023-2027, veste oziroma boste videli, da je namenjenega kar približno tretjina budžeta, če tako rečem, v tem obdobju. Zdaj ne vem, kakšen današnji udeleženec bi znal kaj več povedati o strateškem načrtu. Mislim, da je vreden preko milijarde v tem obdobju. Kakorkoli, zdaj ukrepi, ki so pomembni za, bom rekel, to področje, ki ga naslavljamo s celim projektom, se pravi raba zemljišč in pa gozdarstvo, predvsem kmetijsko-okoljski podnebni ukrepi. Zdaj v načrtu je bil dodan nov ukrep, oziroma zdaj se pravzaprav imenuje intervencija. To je v bistvu ta shema za okolje in podnebje. Sicer so pa pač tudi drugi ukrepi, ki prispevajo, se pravi, kot so ekološko kmetovanje in pa drugi, tudi gozdarski ukrepi. Tako da ne bi preveč bil dolg. Z nami je dr. Borut Vrščaj, znan pedolog in pa strokovnjak s Kmetijskega inštituta, tako da bi mu dal kar besedo in nas bo vodil, se pravi, v treh sklopih bomo šli od tematike do tematike in mu kar predajam besedo. Hvala. Hvala lepa. Moram kar takoj urgirati in replicirati, da nas je Gal zavedel. Po pravilu akademskih 15 smo začeli točno, tako da ni problema. Hvala za ponovno vabilo na sestrsko inštitucijo, na Gozdarski inštitut. Veste, da prihajam z Kmetijskega inštituta. Danes bom res govoril o ekosistemskih storitvah, z njimi se že nekaj časa ukvarjam. Še vedno so nekako fascinantne za mene. Že vnaprej se tudi oproščam za kakšne teze, ki so izrazito osebne narave oziroma stališča, in hkrati se tudi oproščam za kakšen mogoče, bom rekel, vsiljen EPP za mojo znanost, se pravi za pedologijo in za tla. Moral sem vključiti tudi nekatere krajše dele predstavitev, ki so jih nekateri izmed vas mogoče že videli, pa upam, da ne bo odveč. In če začnem s prvim delom, tole ste že nekaj teh slajdov videli. Zame je še vedno zanimivo, da smo Zemljani zelo fascinirani in veliko govorimo o planetu, ki je moder, se pravi predvsem voda, in tole bom nekaj. Res je, če gremo v morje, tisti, ki se potapljajo ali pa samo šnorklajo, vidijo marsikaj. Tole je sicer slika iz enega velikega akvarija. Res smo fascinirani z življenjem v vodi. Življenjske oblike so vrhunske. Ali se da tole cancelati, pa to tudi? Po mojem ne, no. Ne bo naslov, ampak v redu. Skratka, ampak dejansko mi živimo na kopnem. To je naše okolje, naši ekosistemi, prehodi iz morja na kopno so lahko tudi taki, kot je recimo v Namibiji,
in če smo na kopnem, se seveda hodimo po nekih matičnih podlagah, rečemo mi, torej po kamnini, po različnih vrstah geoloških skladov, ki so tudi fascinantni, znajo biti zanimivi, za nekoga manj, za nekoga bolj. Dejstvo pa je, da tudi še v tako lepih naravnih danostih, povezanih z litologijo, nam vsaj meni, ki sem agronom, nekaj manjka, nekaj, čemu rečemo rastline. In jasno je, da so rastline tista primarna produkcija, načeloma v veliki večini tudi pogoj za obstoj življenja različnih živali. In pri teh živalih, tudi pri rastlinah, smo izrazito selektivni. Ene stvari so nam všeč, druge stvari bomo enostavno zavrgli in odvračali in se za njih ne zanimali. Skratka, naš pristop do bitij, do okolja, do ekosistemov je izrazito individualen in dostikrat seveda neuravnotežen. Ljubimo presežke, nas fascinirajo tudi taka drevesa, ko smo zdaj na Gozdarskem inštitutu, če bi taka debla bila pri nas, bi bilo tudi nekaj. Vendar včasih so znali to na roke posekati in kaj želim s tem povedati, vse naravne vire, vse tisto, kar je neusmiljeno, koristimo za sebe, torej za človeka, ne glede na to, kar počnemo. In še v zadnjih časih smo se začeli bolj temeljito zavedati posledic naših dejanj v okolju. Seveda, tisto, kar mene zanima, je tisto, kar nas tudi hrani in tisto, kar daje obliko prostoru, temu našemu življenjskemu prostoru, ki je lahko tak. In tukaj se spet srečujemo z individualnostjo, nekaterim je to všeč, to je slika iz Toskane, ljudje množično drvijo tja kot izrazito turistično destinacijo, tudi zaradi krajine same, vendar je to do obisti in dejansko intenzivna kmetijska krajina. To je ekstenzivna kmetijska krajina našega severovzhoda, ki je tudi lepa, ni pa tako intenzivirana, ni tako produktivno usmerjena. Seveda poznamo tudi druge krajine, tudi živimo, tudi gozdove imamo radi. Načeloma pa zdaj že več kot polovica Zemljanov živi v mestih, se pravi, smo vezani v ta prostor, mogoče ne tako urejen, kot je tule videti, mogoče bolj zgoščen z več betona in asfalta, vendar naj bo to recimo nek približek želja marsikoga. No, in če zdaj strnem v neko verigo, nek fil ruž, temu vsemu, kar smo šli skozi, dajejo pravzaprav osnova tla, torej ta moja tematika, pedologija, to naravno telo, in to je tisto, ki omogoča življenje v kopenskih ekosistemih, kakorkoli obrnemo. So tla tista, ki zagotavljajo pomemben del ekosistemskih storitev, posredno, neposredno, in od teh ekosistemskih storitev smo mi odvisni, če egocentrično in antropocentrično naslovimo. Torej, gre za to, da današnje predavanje tega sklopa, prvega dela, so ekosistemske storitve, ki jih pokrajšam z ES, in pa ekosistemske storitve tal z EST. Torej, današnje predavanje EPP za tla smo že dali skozi. Pogledali si bomo, kaj so ekosistemske storitve, kratek pregled tiste osnovne klasifikacije ekosistemskih storitev in nekaj bomo spregovorili o aktualnosti in na koncu, kaj pa po mojem mnenju v resnici šteje. No, kaj so ekosistemske storitve? Dejstvo je, da so to
izraz za različne dobrobiti, ki jih človek tako ali drugače prejema iz narave, okolja oziroma iz ekosistemov. Tista zvezdica pri človeku služi kot opozorilo, kako so nekatere naše definicije izrazito usmerjene v nas, temu rečemo me culture. Se pravi, izrazito egocentrično, antropocentrično govorimo o okolju, vendar okolje jemljemo skozi zadovoljevanje naših družbenih in osebnih potreb. Na nek način smo neki mali in nevarni predatorji. Torej, to je besedna zveza, ki jo izjemno pogosto zadnje čase slišimo in nas opozarja ali osvešča o koristih, ki nam jih prinaša okolje. Zdravo z vprašanjem sem dodal, ker to stvar mnogih in dolgih debat, navsezadnje še tako čisto okolje ni nujno, da je zdravo. Lahko je nevarno in lahko je tudi popolnoma urbano okolje v celoti zdravo, tako da so stvari zelo relativne. Torej, nekatere izmed ekosistemskih storitev, ki so pogosto omenjene in so očitne in vsekakor vsem nam dobro poznane, so tiste, ki vedno začnemo s hrano za ljudi in krmo za domače živali. To je neka dediščina, ki jo ponavljamo, ampak je tudi resnična. Ne zato, ker prihajam z Kmetijskega inštituta, pa ker sem v osnovni izobrazbi agronom, ampak zato, ker je to ena naših primarnih potreb, poleg dihanja, torej zraka in vode. Seveda govorimo še o različnih vrstah biomase, kot so les, energetske rastline in tako naprej, različne surovine, torej tudi zdravilne rastline in seveda še celo plejado drugih sistemskih storitev, kjer se pa že začnemo razhajati, kaj je za koga pomembno. Torej, pri teh ekosistemskih storitvah so tudi take, ki so manj prepoznane. Vendar potrebujemo nek malce daljši razmislek, da jih prepoznamo, da so očitne, da so prisotne in nujne, in te imenujemo podporne in regulatorne ekosistemske storitve. Tukaj tisti, ki so se v začetku začeli s tem ukvarjati, predvsem govorijo o kroženju rastlinskih hranil, torej prvin elementov, rast rastlin, torej primarna produkcija, se temu reče biomase, vse, kar ima fotosintezo integrirano. Torej govorimo tudi o habitatih rastlin in živali, o biotski raznovrstnosti, ogromno je o vodah, da postane pitna. Jasno, da je to ekosistemska storitev, ki je nujna. In spet je zvezdica pitna, to pomeni za nas, za človeka. Torej tisto, kar je posebej pomembno in tudi v kontekstu podnebnih sprememb je vezava atmosferskega ogljika, torej CO2-ja v talni ogljik, in seveda bi lahko naštevali še druge primere teh podpornih in okoljsko-regulacijskih storitev, ki dejansko so temelj delovanja ekosistemov. Vse te storitve, in na njih bi res mnogo časa porabili, so nam samoumevne. Relativno kratek čas jih poznamo, oziroma krajši čas se jih zavedamo, čeprav so za okolje ključne. Marsikaj smo ljudje bistveno prej naslovili kot te pomembne zadeve. Med ekosistemskimi storitvami so seveda tudi pomembne, ampak nekega drugega ranga, kulturne, duhovne, rekreacijske in še kakšne druge ekosistemske storitve, ki so izrazito stvar osebnega pristopa, osebnih potreb, zahtev in niso temeljne v smislu osnovnega golega preživetja. Naprimer, mnogo ljudi lahko mirno preživi, ne da bi hodilo na sprehode skozi gozdove pa v hribe, doma na kavču so čisto domače in dobro počutijo in gledajo hribe skozi televizijo.
Kakorkoli, ampak te storitve jasno, da mogoče če dalje bolj prispevajo k telesnemu in duševnemu zdravju ter dobremu počutju. Še enkrat naslavljamo jih vsak skozi svoje osebne preference. No, in če malce končam s tem, torej ekosistemske storitve so res številne. In zdaj ugotavljamo, da stroke zelo naslavljajo ekosistemske storitve, da jih povezujejo nekako kar, če domače povem, izumljajo, ne. So nekatere očitne, nekatere dobro znane, druge pa skrite, samoumevne, mnogokrat pa tudi prezrte. Torej, tukaj imamo neko izjemno množico, ki smo jo seveda različni ljudje poskušali nekako popredalčkati, spraviti v red in v omare. Vsak je seveda imel svojo omaro in svoje število predalov, svoje preference, zato si poglejmo bolj kot ne osnovno klasifikacijo po Millennium Ecosystem Assessment iz leta 2000. In tukaj naslavlja 4 sklope. In prvi sklop po njihovem je bil spet zagotavljanje dobrin. Tukaj manjka zvezdica, spet nam, ljudem, ali živalim, ki jih seveda potem ni pojem. Gre za hrano in vlaknine, za goriva, za rastlinske vire, za razne substance, ki so zdravilne. V zdravilnih rastlinah jasno spet pitna voda in naravno okrasje, kaj to rože, lepe školjke. In to je vrstni red po Millennium Ecosystem Assessment. In potem naslavljajo regulacijske storitve, kjer se obračajo na kakovost zraka, na regulacijo podnebja, torej to govorimo o informaciji pred 24-25 leti, četrt stoletja že tega, kar so to zapisali. Pojavlja se erozija in spet tisto, kar je posledica človeka, čiščenje vode, obdelava odpadkov in pa omejevanje regulacije in pojavljanja nekih spet človeških bolezni, se pravi različnih virusov in tako naprej. Polinacija in pa seveda zaščita pred ujmami in naravnimi nesrečami. V tretjem sklopu pa naslavljajo kulturne storitve spet mi-culture, torej gre za te storitve, ki so vezane na kulturno raznolikost, pa raznolikost ekosistemov, se pravi pestrost v prostorih, v znanju, ki ga izjemno cenimo in pridobivamo, različne estetske vrednosti, kjer se spet pride do izraza osebna preferenca, razni socialni odnosi in relacije, kulturne dediščine, ponovno rekreacija in ekoturizem. Vse te 3 sklope podložijo z 4. sklopom podporne storitve, torej tiste storitve, ki so pomembne za proizvodnjo in izvajanje vseh drugih ekosistemskih storitev. Za te je pa značilno, da vplivajo na ljudi predvsem posredno in pa potekajo dolgo. Te 3 alineje navajajo, torej nastanek tal, kroženje hranil in primarna produkcija. Moram jih še 9 minut online sprostiti, ker čakajo, tako da se opravičujem. Participant, pa jim se vidi, kaže. Ja, sam se ne vidim. Bomo čakaj, waiting room, admitol.
To je to. Bomo dali še enkrat. Se opravičujem. Dobro. Okay. Ja. No, to je zdaj originalna slika iz tega dokumenta. Skratka, imamo 3 sklope ekosistemskih storitev, ki jih podpira 4. sklop, in dejansko se ta sklop izrazito nanaša na ekosistemske storitve tal. Torej, poleg tega Millennium Ecosystem Assessmenta je še precej več drugih klasifikacij ekosistemskih storitev, in kot že povedano, so bolj ali manj nadgradnje ali pa izpeljanke iz nekih referenc različnih strok, in veliko smo se zapletali tudi z raznimi terminološkimi izrazi, ali so Sol Ecosystem Services ali so Ecosystem Services provided by Sol, in to so bili fajti hudi. Po mojem mnenju, ne vem, kako drugi to vidite, kakorkoli, jaz menim, da je ta pristop in te klasifikacije v mogoče preveliki meri odražajo ta antropocentričen pristop zadovoljevanja potreb človeka v okolju. Dejstvo je pa, da sem nekako prepričan, da bi mi mogli bolj skrbeti za okolje, lastne potrebe malo zmanjšati, zato ker ta okolje nas ne bo več vzdržalo. Skratka, pristop je pač tak in se veliko še ni spremenil. Če pogledamo samo to, s čimer nas bombardirajo dnevno v reklamah, vedno naslavljajo za tebe, tvoje, ti. In to je tisti mehanizem, da mi gremo in kupimo in smo potrošniki in prispevamo k problemom okolja. Takole, aktualnost ekosistemskih storitev tal in teh širših. Če malo pogooglamo in damo noter Ecosystem Services, je frapantna številka skoraj 44 milijonov zadetkov v Google. Se pravi, o tem se na veliko piše, na veliko debatira. Vsi bi o ekosistemskih storitvah. Tudi prav, zakaj ne? Če damo Sol Ecosystem Services 129 tisoč, to je malo. Torej, iz tega vidimo, da dejansko je ta besedna zveza izjemno obravnavanja, torej gre za neko aktualnost, mogoče provokativno rečemo tudi ta trenutek modnost, in zdaj sem jaz moderen in tukaj predavamo o ekosistemskih storitvah. Če pa pogledamo znanstvene prispevke, samo Science Direct, in poiščemo besedno zvezo Ecosystem Services, imamo tam cel seznam, koliko je bilo objav od leta 2001, 1219 in leta 2023, 21 tisoč, to pa je lahko tudi naredimo, 21.784. Se pravi, objave v znanstveni literaturi se izjemno povečujejo v teh 20-22 letih. Če pogledamo drugo besedno zvezo, Sol Ecosystem Services, od leta 2000 jih imamo 589, ki se skokovito povečuje do 2023 na 10.100, pa že za 2024 so v čakalnici, da jih bomo prebrali, in kaj vidimo, da to razmerje ni enako, kot je prisotno v tem javnem diskurzu, ki smo ga ugotovili z Googlom. Torej,
Sistemske storitve so dan današnji bistveno bolj prisotne kot približno pred 20 leti. Kljub vsemu, glede na razvoj znanosti, strok, okoljskih strok in teh naravoslovja, so relativno pozno v raziskovalni sferi, gre pa to v korak s pritiski na okolje, z okoljskimi problemi, s pojavljanjem klimatskih sprememb, z diskusijami o klimatskih spremembah, z soočenjem s čedalje večjim okoljskimi problemi, ki pač ljudje povzročamo na Zemlji, a ne? Značilna je konstantna in enakomerna rast števila prispevkov, seveda pričakujemo, da bo to počasi začelo padati. In menim, da je to že sedaj dokaj zrela raziskovalna tematika. Torej, v raziskovalni sferi imamo med izrazoma ecosystem services in soil ecosystem services razmerje 2:1, kar pomeni, da so soil ecosystem services bistveno bolj obravnavane in prepoznane kot v široki javnosti, kjer je razmerje med tema dvema besednima zvezama 300:1. Torej, z drugimi besedami, v široki javnosti so ekosistemske storitve tal slabo prepoznane. To pripisujem temu, da je tudi matična veda, torej pedologija, veda o tleh, slabo poznana, da ni šol za pedologijo, tako kot je recimo fakulteta za biologijo, klasična in povsod na vseh univerzah. Samo nekaj univerz na svetu je, ki ima fakulteto Faculty of Soil Science, na primer v Južni Afriki. 4 leta predmetov s področja tal. Skratka, tudi izobraževalni sistem je dejansko razlog za slabo pokritje in prisotnost te vede v tleh, čeprav je v resnici za obstoj življenja na kopnem temelj. Tako. No. In če včasih tale prvi sklop zaključim, kaj v resnici šteje, ne? Torej, od začetka sem govoril o tem, da je mnogo teh individualnih pristopov, individualnih v smislu stroke, v smislu posameznika, v smislu neke družbe, da je ta antropocentričen pristop pravzaprav bolj pravilo, mogoče tudi pravilno, ne vem. Torej, presojamo, kaj nam koristi, katere so tiste ekosistemske storitve, kaj nam je všeč, kaj je ta trenutek modno, kaj je aktualno, o čem se zdaj splača pisati in kaj je objavljivo, če smo bili pri znanosti. Ampak kljub vsemu se je treba vprašati, katere ekosistemske storitve in kaj v resnici šteje v kontekstu varovanja okolja, torej trajnostnega upravljanja naravnih virov in tisto, kar je čedalje bolj pereče, prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb oziroma na splošno samega delovanja ekosistemov. Pri delovanju ekosistemov gre za naravoslovje, gre za kemijo, gre za fiziko, gre za naravne procese, gre za biologijo. Skratka, tukaj so te naravoslovne vede izjemno pomembne in ti preference niso prisotne, kot so razne kulturne in pa dobrine za človeka. Torej, menim, da je po pomembnosti daleč so najbolj pomembne podporne ekosistemske storitve in seveda tudi regulacijske, vse ostale so pa dejansko tiste, ki so dejansko namenjene človeku, ki si jih prisvajamo. Torej, dobrine od hrane, pitne vode do vse energije in tako naprej. Pri kulturnih ekosistemskih storitvah pa seveda imamo neko izrazito pestrost potreb osebnih. Toliko bi jaz imel za ta prvi sklop. Zdaj pa, če ima kdo kakšno vprašanje tukaj iz publike, ali pa tudi prek Zooma,
Prosim, da kar vpraša, komentira, pove svoje mnenje. Mene zanima, kaj se kmetijskih zemljišč tiče. A ste v Sloveniji, ki dela na nekem kartiranju oziroma nekem ovrednotenju, kar se tiče ekosistemskih storitev tal? Recimo travišča, pa pašniki, pa te zadeve, imamo neka klasifikacije, da bi bila to lahko pol podlaga za kakšne nadaljne, ne vem, ali vrednotenja, karkoli mislite o temu. Me veseli, da sem pravilno zastavil ta predavanja, ker bom točno o tem govoril na naslednjih predavanjih. Ja, ampak ste dala pa zelo pomembno iztočnico, mogoče bomo danes še omenili, pa da ne pozabim. Tla gledamo kot naravni vir in poskušamo ne se osredotočati na vrsto rabe. Vrste rabe se spreminjajo istih tal. Srednja klimaksna vegetacija se vidi gost. Sodelini, ne? Smo prišli kmetici, smo posekali gost in smo navodnili. In potem je šel proces po drugi svetovni vojni nazaj. 35% gozda leta 1935 po profesorju Kotarju, vašem profesorju statistike, do 62 de facto zdaj. Ja? Se pravi, imamo tla, ki se preko katerih se rabe spreminjajo. Ene rabe so reverzibilne, v redu, druge rabe so irreverzibilne in v tistih irreverzibilnih rabah gre za popolno degradacijo, destrukcijo tal in za skoraj popolno izničenje ekosistemskih storitev tal. Skratka, tudi ko opažam, da stroke rečejo, to so zdaj ekosistemske storitve parka, gozda, vem česa, naravnih območij, Nature 2000, travinja, kot ste rekla, ne? Že zaradi moje stroke grem bolj v fundament, rečem, ekosistemske storitve tal so prisotne vse v vsaki rabi. Ne? Vprašanje je pa v kakšnem obsegu. V urbani rabi komaj kaj ali nič, v neki drugi rabi pa v polnem obsegu. Poglejmo filtriranje vode v gozdu ali v kmetijskih zemljiščih, seveda je popolnoma primerljivo. Čeprav dvigujemo vrvi, kar se tiče kmetijskih zemljišč. Seveda je tam problem, če so onesnaženi, načeloma niso, bom garantiran. Čeprav to ni v skladu s splošnim mnenjem v Sloveniji, ampak tako je. Skratka, gre za to, da so ekosistemske storitve prisotne v vseh rabah, se pa z rabo spreminjajo njihovo zagotavljanje, povečujejo v nekih rabah ali zmanjšujejo v drugih rabah. Izvolite na karto, se verjetno boste omenili, a je kaj od tega, bomo rekel, relevantno prešlo v direktivo o soil monitoring and resilience? Pravzaprav v tej predlogu direktive z 5. julija, zdaj države članice podajajo svoje pripombe. Direktiva je kar zahtevna, po mojem bolj ostra, kot sem jaz osebno pričakoval, glede na to, da poznamo 2.6. Solvency Strategy in tako naprej. Te ekosistemske storitve seveda so omenjene, pa grejo direktno na merljive parametre. In iz tistega se potem vzpostavlja zahteven sistem monitoringa, naprimer konkretno, države članice bodo morale poročati o pozidavi zemljišč vsako leto. Ampak v smislu metodologije ekosistemskih storitev je to, kje se odraža? Ne tako jasno, ne tako direktno.
Ja, jaz sem se hotel navezati na to vašo uvodno misel, ne, o namenu ekosistemskih storitev. Ker mislim, da tukaj je kar razlog en kup enih mogoče napačnih interpretacij pa različnih razumevanj, kaj ekosistemske storitve so. Ne. Zdaj, bom povedal čisto svoje osebno mnenje. Ne. Jaz ekosistemske storitve razumem kot poskus, neki moderni družbi, ki je zelo materialno orientirana, pa pridobitno naravnana, tako kot ste sam rekel, na izkoriščenju naravnih virov. Poskus povedati, kje so meje, ali pa na kaj moramo še razumeti, da povzročamo paralelno s tem, ko zasledujemo neke svoje, recimo, antropocentrične interese ali pa svoje zadovoljevanje potreb. In zdaj, jaz se bojim ali pa opažam, da večina ljudi ekosistemske storitve razume kot neko metodo, ki nam bo omogočila, da bomo monetarizirali nekaj, skratka bomo lahko gospodarske kazalnike na eni strani, pa socialne kazalnike na drugi strani, pa potem okoljske kazalnike na tretji strani, če zdaj moramo biti skladišni trikotnik, dali na isti imenovalec. In tukaj vidim v bistvu veliko težav in tudi napačnih interpretacij, v bistvu neko pot, ki je tlakovana z dobrimi nameni, mogoče tudi malo tokov, ker v bistvu zelo hitro ljudje začnejo razmišljati o trade-offih, o nekih teh zamenjavah, pa se, če bomo pa tako, bomo pa to kompenzirali, pa bomo to tudi poštivali. Če uporabljamo ta vidik, ki ste glede na konci izpostavili, pa tudi to vprašanje, ki je šlo v to smer, koncev, kjer so tiste iri vir zemljine, se pravi, kjer res področamo neko zadevo, ki vse ostale bodoče potencialne radio omogočiš na dolgi rok, kjer izgubimo naravni vir, na eni strani. Na drugi strani pa tudi to, da pravzaprav bi moralo biti prav, po mojem mnenju, naloga znanosti, če se pogovarja znanosti, da večkrat se opozarja na to pomanjkljivost in mi je zelo všeč, kako ste škapali s tem antropocentričnim pogledom, ker mislim, da ravno stroke, ne glede na to, s katere stroke prihajamo, ker prihajamo verjetno iz različnih strok, imamo nalogo, da verjetno opozarjamo na to pomanjkljivost splošnega razumevanja ekosistemskih storitev, kot sem ga prej opisal. Ali ima smisel to, kar sem povedal, ali nima smisla v moji glavi, pa precej smisla, ne vem pa, če sem uspel predstaviti dilemo, ki je vam sam in težavo pri uporabi, aplikativni uporabi te metode v nekih praktičnih primerih. Se pravi, razlikami pričakovanji, pa potem tem, kaj smo sposobni dati na mizo, če se bomo naprej pogovarjali, pa potem, kaj to zares pomeni, kaj to za sabo ponese, kako dolgoročno posledice tega načina razmišljanja. Zbranimate problema, ker to, kar ste povedali, absolutno drži in jaz se popolnoma strinjam, da so tudi ekosistemske storitve kot take izumljene ali, bom rekel, predstavljene v smislu buzzworda, v smislu nečesa atraktivnega, zato ker znanost je kljub vsemu, če začnemo ljudi moriti z nekimi parametri, ki so v milimolih, pa miligramih na kilogram tal, pa pH tak, pa on, je no-go. Dejansko mi moramo za reševanje okolja in ohranjanje teh ekosistemskih storitev narediti nekaj bolj zvenečega, nekaj takega, kar je razumljivo in celo nekaj takega, kar ljudje lahko sami naprej razvijajo. Z te strani ni čisto nič spornega. Tisto, kar nisem jaz hotel povedati, ker poskušam se malo vsem zadržati kot pedolog, da pedologija, te stvari so nam znane že ves čas, ker v tem pač živimo, pač to tako je in mi smo samo veseli, zdaj so pa drugi izumili bom rekel, eno besedno zvezo, ki mnogo več pove in mnogo bolj uspešneje to govori kot pedologija sama. Bomo rekli, hvala lepa, Dejstvo je pa, da še vedno v smislu znanosti moramo biti pa, bom rekel, nepristranski. So plusi in minusi in bila omenjena tudi beseda kompromis. Ja, kompromisi so, in kompromisi so izjemno važni in vedno bodo, ker brez njih ne moremo, posebej to v primeru tal in kmetijstva. Jaz bi tukaj povedal, kar si govoril, pedagogija za neko splošno znanje ljudi, ki se s tem ne ukvarja, je black box in je neznanka. In zdaj, ker imamo pa ekosistemske storitve, jaz sem tudi razmišljal, da bi mi nekaj bolj prav, ker se mi končno vidi, da znamo tudi ljudje, ki se ukvarjajo s tem, prikazati na nek poljubni način
Se pravi, kaj pa pomenijo te lastnosti tal? Prej ni bilo, tukaj bo rekel, kaj bi zdaj, ta tla so dobro založena strani. Ali pa ta tla pa v bistvu so manj občutljiva na sušni stres. Imamo pa te ekosistemske storitve z drugimi besedami, povedane, prevedene v sustainable management, za neko trajnostno gospodarjenje, kar je v gozdarstvu že od ne vem, da nazaj so bile te funkcije, ne. Meni sprašal, smo vse kartirali, vse funkcije in tako naprej. Zdaj imamo pa tukaj končno tudi strani FAO in tako naprej odprte v bistvu to idejo in meni se mi super, da tukaj zdaj nekako logičen zaključek, kaj bi vse tla nudila, k čemu so vse podpora. In zato se tukaj jaz ne bi nič želiral ali pa tega uporabljati. Ja, ker po drugi strani, zdaj govoriš o teh vrednostnem, ekonomskem vrednotenju in tako naprej, po drugi strani imaš pa ti eno merilo za degradacijo. Mi rečemo, če ta ekosistemska storitev analiza in pogleda, so se začeli procesi degradacije. In da imaš zdaj v bistvu definicija tudi degradacija tam na nek način povedano. Jaz pa gledam na drug način, ki je ekonomsko vrednotenje, jaz pa gledam v tem ekološkem pogledu, ta tla ne zagotavlja te ekosistemske storitve več, za tega pa tega. In gre za procese degradacije, ki jih imamo ostali. Vse te strategije, za soje, za gospodarstvo, za parde, vse te to vključujejo, se pravi ekosistemske storitve in tako, da tukaj mislim, da je to samo ena pomoč, da razumemo, kako dela ta sistem in kako je to pomembno. Mogoče, še ti, Borut, par stavkov povej, potem pa mislim, da je čas, da gremo na kavo, da bomo pač se približno tudi držali našega urnika. Borut, zakaj je bilo meni zelo zanimivo. Zdi se mi, da veliko ljudi je slišali tudi recimo za izraz bonitiranje tala. Če bi mogoče res v dveh stavkih samo razložil, kaj je pa razlika v primerjavi, če bi rekla, kaj je pa vrednotenje ekosistemskih storitev tal. Bonitiranje tal možda je slišal, ne vem, kaj to si vedel, kaj pravzaprav pomeni. Še enkrat sem zadovoljen, da sem program tako sestavil, kot tudi to bo govor, ampak ja, gre za to, da bonitiranje tal je proces, ki ga tisti, ki smo upravili izpit iz bonitiranja in ga ima v rokah GURS, dejansko vrednotimo kmetijsko primernost zemljišč. Ne tal, Torej imamo zemljišče kmetijsko za določeno vrsto rabe na področju, ki je orientirano na severovzhod, ima drugačno boniteto kot tisto na jugozahod in dejansko je bonitiranje je v bistvu samo za kmetijsko pridelavo. Zdaj, kar bom v naslednjih predstavitvah pokazal, pa razvijamo sisteme za vrednotenje ekosistemskih storitev tal, kmetijskih in drugih, da upoštevamo tudi te nekmetijske kazalce oziroma da gremo iz aspekta ekosistemskih storitev.